Dober dan, spoštovani ljubitelji in ljubitelice nogometa. Na stadionu Rajka Štolfe v Sežani bo počasi vse nared za začetek tekme drugega kroga v prvi ligi Telemach. Domači Tabor, a na svoji prvi domači tekmi v letošnji sezoni gosti ljubljansko Olimpijo. Pri Taboru Koprivec je zbral največ minut, potem sta sledila Stančič in pa Salkič. Potem Nukić proti Zilkiću, tole je zdaj velika priložnost in gol. Olimpija vodi, 19. minuta. Krasno sta tole odigrala Mustafa Nukić in pa Almedin Zilkić. Zilkić pa po povratku torej do prvega gola v letošnji sezoni. Lani se je ustavil pri 7, pa k temu dodal še 5 asistenc. Enostavno je Olimpija pred nekaj trenutki potrdila prevlado tudi zadetkom. Prav tako z rezultatom 1-0. Zdaj pa do žoge Sešlar. Sešlar proti Pedru. Pedro do strela. Tole morda Sešlar in Zilkić. Krefl ima veliko prostora, Krefl pred vrata, previsoko, pa žoga za Kvesića. Kvesić! Slabo sta tole odigrala Kljun in pa Letaj. Dofo medtem proti Nukiću. Tole je zdaj velika priložnost. Nukić. Nukić proti vratom in brani Koprivec. Vodi z 1-0. Kvesić proti Nukiću, znova Kvesić, Nukić. Tole ni prišel do zaključnega strela, toda prekršek ter 11-metrovka. Prekršek je storil, vsaj po mnenju Davida Šmajca, Lan Štraus. Je tule šlo za prekršek, 11-metrovka torej za Olimpijo. Nukić jo bo izvedel. Nukić in brani Koprivec. Brani Jan Koprivec, ostaje 1-0. Kombinacija treh mladeničev pri Taboru. Kali. Kaj lahko pokaže Kali. Tole je zdaj priložnost. Tolić. Kali proti vratom. In zgrešil je Francoz. Marković na pravem mestu. SKE. Kljun, še ena priložnost za Tabor. Kljun proti vratom. Vidošek s težavami. Kvesić. Dalje mešo vratnico. Zamenjava. Osvežitev. Tule zdaj Kali. Ja, mimo vrat. Zadetek, vsaj gol. Tolić. SKE. In brani Matevž Vidovšek. Ja, tudi ko zataji obramba Olimpije. Gospod Kosić, vnovič poraz, vnovič z tistih minimalnih 0-1. Kaj je šlo narobe danes v prvem polčasu? Manj priložnosti, v drugem pa se je to spremenilo. Kaj ste dejali fantom v slačilnici? Prvi polčas, ne vem, je bil vreme ali je bil nasprotnik tisti, ki nas je malo, ne vem, smo se ustrašali, enostavno smo bili premalo agresivni, predaleč smo bili od Olimpijinih igralcev in Olimpija je to znala izkoristiti. V drugem polčasu smo stopili više, bili bolj agresivni, si pripravili nekaj pol priložnosti, mogoče bi lahko tekmo tudi zapeljali brez poraza do konca, imeli smo nekaj pol priložnosti oziroma eno zelo lepo, pa nismo bili natančni. Glede na to, da se sestavljamo, da je danes odigralo spet 5-6 igralcev prvič, to je mlada ekipa, jo moram pohvaliti za pristop, ampak vse principe branjenja in napadanja bomo mogli še dodelati in da bomo tudi rezultatsko bolj uspešni. Koprivec je obranil 11-metrovko, ampak vseeno 11-metrovka po vašem mnenju, da ali ne?
Sodniki se ne bi rad ukvarjal. Jaz od sodnikov pričakujem, da bomo imeli seznačen kriterij. Lahko se kregamo glede nekih detaljev, ja, gor, dol, ampak naše je, da seveda je pa neugodno, ko si znerviran na nekih majhnih detaljih. Ne vem, po tekmi, ko si ogledaš, potem boljše vidiš, ampak tukaj, ko so pa tenzije, se pa sigurno dogaja veliko nezadovoljstva in pričakovanja po nekih odločitvah, ki ti ne grejo na roko. Hvala in srečno. Mr. Riera, it seemed like you had everything under control in the first half. What happened in the second? If you don't kill the games, then this is what is happening. Simple as that. I said to the boys now into the dressing room that we got 3 points, but I'm not happy with the performance. Football is not only about to control, it's about to kill the games. And I'm not complaining about the chances that we miss. It's because we had to create in this game even more chances. Pred mojim mikrofonom je še vratar Tabora iz Sežane, Jan Koprivec. Jan, prvi polčas, en prejeti gol, v drugem bi lahko enega prejeli, pa ste ubranili 11 metrovko. Ja, težko komentirati take trenutke, pač nisi zadovoljen, ko ekipa zgubi. Če bi na koncu vsaj točko pobrali, bi bil ta penal nekaj, kar bi mi pasalo oziroma bi bil zadovoljen, tako da na koncu ne morem biti zadovoljen z rezultatom in nažalost ni pripomoglo k temu, da bi danes dobili točke. Glede na vaše izkušnje, glede na mladost ekipe, ekipa je kar precej mlada, kaj recimo po vašem mnenju manjka, da bi imeli pozitivne rezultate? Pa lih to, izkušnje. Torej, te, ki bomo nabirali z tekmami, imamo res zelo mlado ekipo. Igralci so res zelo mladi, ampak zelo kvalitetni, tako da jaz mislim, da več tekem, ko bojo imeli v nogah, bolj bojo prihajali ven. Seveda moramo to nadgraditi tudi s kakšno točko, ker če ne to pade na samo zavest. Ampak mislim, da tudi danes v drugem polčasu smo pokazali dosti boljšo igro in si ustvarili tudi neke priložnosti, tako da nič. Nadaljujemo, nažalost že 2 tekmi nismo popravili točk, ampak gremo naprej, nazaj ne bomo gledali, bomo popravili tiste napake, ki smo jih naredili in vzeli tisto, kar je bilo dobro. Hvala in srečno. Pred mojim mikrofonom je Almedin Zilkić, strelec edinega gola tule v Sežani za zmago Olimpije z 1-0. Almedin, kakšna je bila za vas tekma? Zdravo prije svega svima, da pozdravim sve gledalce vašeg programa. Pa eto, naravno pobedili smo, srećni smo, sa druge strane mogli smo vidjeti i sami da, ne kažem da Tabor nije zaslužio da možda postigne gola, mi smo sigurno zaslužili da postignemo minimum 4 gola danas. S jedne strane sretan sam što stvaramo šanse, što igramo dobar fudbal, ali moramo da realizujemo kako ja, tako i moji saigrači jer imamo kvalitet. Svi smo tu zbog nekog kvaliteta, tako da to treba smo da demonstriramo na terenu, ali eto, raduje me dobra igra, stvarno. V drugem polčasu ste z igrišča odšli zaradi poškodbe. Kako huda je? Boste na voljo za tekmo, za naslednje tekme? Pa eto, nadam se da ću biti dobro, jer mislim da nije ništa opasno. Više i rad preventive sam vjerovatno izašao, tako da nadam se da će biti sve u redu i da nema problema stvarno.